Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še v eni sredini tedenski izdaji. Ekipa televizije Celje seveda upa, da ste dobro, da ste v naši družbi in da smo vsi zdravi. Čakamo torej pomlad, čakamo pa tudi zanimiv pogovor, ki smo ga danes pripravili z ravnateljico osnovne šole Lava, Marijano Kolenko. Več o vsem tem že čez trenutek. Tako, zdaj pa že v našem studiu pozdravljam torej ravnateljico osnovne šole Lava, Marijano Kolenko. Dober večer, Marijana. Dober večer želim. Še vedno z maskami, še vedno v tistem času, ko upamo na boljše čase. Pust letos bo preganjal zimo, kljub temu, da ne bomo to naredili na kakšnih pustnih karnevalih. Omenjam pust čisto zaradi tega, ker ste tudi na osnovni šoli Lava velikokrat oziroma vsako leto se sprehodili skozi mesto z izjemnimi maskami, skupinskimi in preganjali zimo. Letos pa jo preganjate z dobrimi mislimi, verjetno, a ne? Res je, ampak ne čisto samo z dobrimi mislimi. Ja. Pripravljamo tudi eno majhno presenečenje za petek. Zdaj sem te potegnila za jezik očitno. Pustni petek, ampak ne bomo vsega izdali, ne bom vsega danes izdala, ker se mi zdi, da mora biti pa nekaj za presenečenje. Nisem pričakovala tega vprašanja, ker sem na koncu želela zapeljati, ampak ker vstopamo v čas pustovanja, si nikakor ne želim, da bi se mu čisto odrekli. Namreč to je res pri nas tradicija, 16. leto letos, ja toliko kot sem ravnateljica, ampak res bomo obeležili, tudi v mesto bomo malce pokukali, ampak več v petek dopoldne. No, dobro, pa se vsaj na nek način ženska radovednost izplača. Zdajle sem te kar malo potegnila za jezik, kot radi rečemo. Lepo, se pravi, dobro, spremljamo torej pust, vsaj en kanček te norčavosti pa bo, ne? Je, ker menim, da je tako prav, da je to ravno ta čas takšen, ko se ne smemo čisto vsemu odpovedati. Zdi se mi, da je zdaj tisti čas, ko se ljudje zelo hitro odpovejo praktično vsemu, kar življenje dela malo bolj sproščeno in tudi na nek način bolj bogato. In smo se odločili, da se mi ne bomo dali v tem času, zato se res imamo otroke prve triade tukaj, ne bo povorke kot takšne, ampak skupino pa bomo tudi malo pregnali zimski čas in mraz in še nekaj pripravljamo v mestnem središču, tako da bomo kljub temu prisotni, če ne v živi povorki, bomo pa drugače seveda pustili svoj pečat, ampak čisto z namenom, da bi ljudje res kljub temu se malce bolj zavedali pustnega časa, časa norčavosti, ki se mi zdi, da je kar izginil iz ljudi, da so se ljudje potopili v to melanholijo, v to apatičnost, v to neaktivnost, kar je pa velika škoda. Namreč človek je človek takrat, ko je živ, ko je ustvarjalen, ko kljub temu nenavadnemu času še vzdržuje to energijo in išče priložnosti, da bi kolikor toliko se normalno živelo. In to se mi zdi, da je v tem trenutku kar na veliki preizkušnji in se bojim, da nas bo ta apatičnost spremljala predolgo, življenje pa teče in se mi zdi, da se ne smemo ukloniti, kakorkoli. Zato toliko pričakujemo pust, ker preganja zimo in vse zlo in upamo seveda tudi, da bo prinesel čim prej tisto pomlad, tako v naših srcih konec koncev, ki smo jo kar malo pozabili, ampak Marijana, imamo pa absolutno vedno nekaj tisto v sebi, kar moramo potegniti takrat, ko je najhuje. To je vedno v nas in znati je treba prepoznati, to dobro voljo, to pozitivo, ki jo ima vsak človek v sebi. Ko nam malo zaškripa, kot radi rečemo, pa se spomnimo gibanja, Rastoča knjiga. Res? O tem bova danes namreč govorili. Tako je. Kot ravnateljici in kot osebi se mi zdi vedno znova vredno, da najdeš v sebi vir moči. Takrat, ko si tudi na tleh, tudi jaz sem kdaj, kot rečemo, na tisti stopni. Življenje ima svoje zgodbe. Tako je, kajti seveda sem tudi na mestu takšnem, ko se name lepi praktično več negativnih ali pa slabih stvari kot pozitivnih. In ravno za ta čas je tako zelo pomembno,
da najdeš v sebi to energijo, to moč, res ta vir moči, iz katere lahko izpelješ potem seveda spet normalno življenje. In to se tudi v okviru tega gibanja še kako zavedamo. Če zdaj lahko rečemo. Malo, naprimer, o tem, govorili smo že o rastoči knjigi, najprej o projektu, potem dejansko gibanju, ki je kar prišlo pod kožo širše vsem. Dajva se spomniti, no, za kakšno gibanje gre. Res se mi zdi, da je izjemno pomembno, da ravno v tem času dobiva svoj polet in svoj elan. Pred 20 leti je bilo ustanovljen kot en projekt, čisto slovenski, izvirni, kot rečemo, avtentični projekt. In glede na to, da so ga zasnovali res, lahko rečemo, eminentni Slovenci, kot ne vem, Tone Pavček, ki ga vsi poznamo, izjemnega Borisa Pahorja, ki seveda več kot 100 let širi vso to energijo in narodovo zavest v slovenski prostor in seveda brezmejno deluje, lahko rečemo, saj je pravi svetovljan. Potem dr. Gabrijelčič, ki je idejni oče, ki se je ukvarjal zelo veliko z odličnostjo ljudi, in pa seveda tudi ne nazadnje Državni svet Republike Slovenije in vsi predsedniki v teh 20 letih zelo podpirajo, tako je, podpirajo to zdaj že gibanje. Ampak to, da je postalo to gibanje, je nastala ideja pred, ne vem, nekaj leti nazaj, ko smo takole v eni mali skupinici sedeli, pa smo rekli, projekti imajo eno negativno, negativni zveni, prizvok in projekt pravimo, ko se nekaj zgodi, da faza skozi se konča in se s tem zaključi. Mi pa upamo, da se takšna odlična stvar ne bo zaključila, ampak da bo vedno bolj prisotna in takrat je nastala ideja, da postane to gibanje in se mi zdi, da smo se pravilno odločili. In mi na šoli temu gibanju seveda ne samo sledimo, ampak menim, da ga danes tudi zelo sooblikujemo in tudi veliko stvari narekujemo. To upam reči. Kakšno pa je poslanstvo tega gibanja? Kako recimo rastočo knjigo predstaviti? To je ravno to, kjer smo začeli, da ljudje se zavejo sebe, svoje biti, torej svojih najboljših lastnosti in pa vsega, kar imajo v sebi. In da ko to enkrat združijo še z vsemi ostalimi, lahko nastajajo čudovite stvari. Lažje se povezujemo, lažje sobivamo, spoštujemo različna mnenja drugega, kritično presojamo, to, kar danes ne, se branimo tega. Seveda in gremo vedno k boljšemu za posameznika, predvsem pa za družbo kot celoto. Torej, če bi zdaj rekla, zelo aktualno v tem trenutku je ravno sporočilo tega, da povežemo, kot reče dr. Gabrijelčič, 2 milijona glav, 4 milijone rok, in da pokažemo, česa vse smo Slovenci zmožni. Namreč to je res. 2 milijona glav, modrih, malo manj modrih, tisti, ki mogoče, ne vem, so tu nekje vmes, lahko naredi velik premik in čudež. Da smo Slovenci delovni ljudje, je tudi dokazano. In to je bila osnovna, kot rečemo, ali pa osnovno izhodišče za to gibanje Rastočo knjigo. Da bi se povezali, da bi združili moči, da bi se slišali, da bi se pogovarjali, da bi skupaj ustvarjali boljšo prihodnost za seveda generacijo, za starejšo generacijo, ki je svoje že oddelala, za generacijo našo, ki je še zelo aktivna in dela in soustvarja, predvsem pa tudi za mlado generacijo, ki bi naj sledila tem izjemnim načelom in pa vrednotam, ki so še vedno pomembne. Torej biti človek, biti odgovoren, biti aktiven kot posameznik, kot učenec, dijak, študent, kot zaposleni, sooblikovati tam, kjer lahko, podpirati humanost, humanitarnost, delovati v prid ljudi, pomeni, da je res ideja izjemna, pa ne zato, ker tako pravim, ampak ker je res izjemna. In se mi zdi, da imamo Slovenci tukaj eno veliko priložnost,
ki jo sicer v zadnjem času zelo slabo udejanjamo, izjemno slabo jo udejanjamo, ampak zato morda ravno v tem času tudi mi vsi posamezniki, ki poskušamo o tem govoriti na glas ali pa nam date priložnost, da lahko predstavljamo, predvsem pa delujemo tako vsak v svojem okolju in tudi v širšem okolju, lahko rečemo, vedno znova opominjamo, kako pomembno je, da se Slovenci končno zbudimo, da se zavemo, da imamo svojo državo, ki bo letos praznovala 30 let, ki ni tako malo, je mlada, ampak ne tako zelo, da bi v njej neumnosti počeli, da bi se res zavedli, da praktično to, kar si bomo ustvarili, bomo imeli, da bi se znali boriti za svoj materni jezik. Imamo prekrasen kot smo se že znali, ne? Kot so se že znali naši predniki. Tako je, da bi se borili za svojo kulturo, za umetnost, pa seveda tudi za gospodarski razvoj, ampak ne v smislu samo kapitala in bogatenja, ampak za gospodarski razvoj tako, da bodo mlade generacije imele še kaj ustvarjati, da bodo skozi svoje potencijale, ki jih zdaj razvijajo v šolah, lahko ustvarjale in tudi imele občutek vrednosti. Veliko je vsega in zato se mi zdi, da je naša rastoča knjiga ima eno veliko poslanstvo in je pomembna. Čeprav je mogoče, ki kdo reče, tam neke knjige izdajajo, ampak moram priznati, da to ni tako in to bom vedno znova zagovarjala, ker tukaj puščamo sledi in to zelo drugačne sledi. Pa ne samo pri naših otrocih in v družinah, daleč od tega. Saj mi smo v slovenskem prostoru prepoznani kot tisti, ki, ko smo rekli, vodimo praktično zelo veliko pristopov, ki jih niti sami niso imeli v gibanju tako zelo razdelanih in menimo, da prispevamo v slovenski prostor en velik delež k pomembnemu spoznavanju in sicer tudi in krepitvi identitete naroda, spoštovanja, tudi v tem duhu res, kako pomembno je, da je človek še vedno in mora biti človek. Tako. To je tudi naslov knjige, ki jo imam zdaj v rokah, Rastoče knjige, Biti človek, Osnovna šola Lava, Rastoča knjiga 2020. Marjana, to ni prva knjiga in iz leta v leto je debelejša, raste. Res, še res je, raste. Namreč to je 5. rastoča knjiga, da je letos tako zelo zrasla, je tudi malo situacija razmer. Hkrati smo seveda razmišljali, oziroma je skoraj bilo tako, da ne bi mogli izdati glede na situacijo, niso ne finančne razmere ugodne. Praktično je veliko dejavnikov bilo in je govorilo o tem, da morda nam ni potrebno. Ampak moram priznati, da zdaj sem prav ponosna, da nam je v teh res zelo zahtevnih časih uspelo, ampak uspelo tudi nagovoriti izjemne posameznike in razmišljajoče ljudi, da smo iz otrok, lahko rečemo, potegnili najboljše, kar se skozi zapise tudi izraža, in da je naslov nastal na nek način sam od sebe. Ampak zakaj? Mi tudi zelo se trudimo živeti v šoli 4. Delorov steber, biti, kar je izjemnega pomena, pomeni biti aktiven, biti zadovoljen, biti predvsem, kot rečemo, proaktiven, delovati v tem smislu. In tako se je na nek način rodila potem tudi ideja za naslov. Naslov smo sicer imeli v delovni različici malo drugačen, namreč bom tukaj povedala, če lahko, je pa tudi v knjigi zapisan, in sicer to je misel matere Tereze, ki je izrazila, če sovražiš, nimaš časa ljubiti. In meni se je ta naslov tako vsedel, ampak potem smo pa rekli, kljub temu, biti človek je pa še širše. Tako da tukaj se dotikamo seveda znotraj misli matere Tereze res in to čutim in podpiram. Takrat, ko ima človek v sebi toliko negativnega, ko ima toliko sovraštva, nima prostora za ljubezen, nima prostora za pozitivno delovanje, nima prostora za zadovoljstvo, nima prostora za srečo.
Ko pa ima človek v srcu dovolj prostora za ljubezen, v kakršnikoli obliki, je pa seveda pomeni, da je tega sovraštva ali nezadovoljstva malo. In več bo tega pozitivnega, bolj se bo manjšalo na drugi strani, torej dejansko se to negativno, kar danes objema ljudi. Kar veliko ljudi ima danes s tem težave in zato je potem pretehtalo, da biti človek je širše, zelo pomembno, smo pa zagotovo tej misli res dali pomembno vlogo k lastnemu razmisleku. Jaz vedno rečem, pri sebi moram razmišljati, kaj me dela pozitivno. Kje, ko smo prej začeli pogovor, najdem ta vir moči, da lahko delujem ne glede na vse še vedno pozitivno. Ne glede na to, da si enkrat bolj usposobljen, pa enkrat imaš več moči, drugič malo manj. Ampak res je ta pomen tako zelo velik, da bi ljudje razmišljali res o sebi kot o človeku, kje so lahko sami, kot rečemo, in urejeni in zadovoljni, kajti samo takšni ljudje lahko delujejo tudi navzven z drugimi. In rečemo zastonj, da z drugimi smo vedno boljši. Mi moramo imeti ob sebi druge ljudi, pomeni, da je sobivanje, o katerem tudi govorimo, tako zelo pomembno. In je to res. Jaz samo takrat, ko v množici ljudi delujem, vem, kakšna sem. Od koga kaj vzamem, predvsem upam, da pozitivnega, se od koga kaj naučim, mi je kakšno razmišljanje všeč. In to je pomembno. Pa tudi tako, da mi kdaj kdo nastavi ogledalo, pa reče, tole pa ni dobro. In da potem užaljeno ne odidem in se s tem človekom ne pogovarjam več, ampak da začnem razmišljati, morda ima pa prav. A veste, tega nam danes manjka. Tega kritičnega razmisleka, ampak najprej o sebi. Šele potem o vseh drugih. In to je to. Danes se vsi ukvarjajo z drugimi. Ali pa praviloma, veliko ljudi se ukvarja z drugimi. Zelo malo kdo se ukvarja sam s seboj, ampak to ne pomeni, da ne deluje v skupnosti. Ampak sam s seboj samo toliko, da veš, kje si lahko koristen, kje lahko kaj doprineseš, kje lahko kaj popraviš, kje lahko s kakšno svojo idejo oplemenitiš in to je naše delovanje. Ko smo mi ljudje urejeni in pospravljeni sami s seboj, če lahko malo metaforično rečem, potem lahko delujemo tudi pozitivno. Absolutno. Ampak to dejansko drži, in to nas je vodilo skozi peto rastočo knjigo. Je pa izjemna tudi knjiga preteklega leta o umetnosti. In tudi to sta dva, lahko rečem, bisera. Seveda prejšnje smo mi postavljali tako malo na drugačen način, ko smo začeli tudi ugotavljati, kje bi lahko kaj doprinesli, da bi otroci začeli razmišljati. Ampak zadnji dve se mi pa zdita, imata to dodano vrednost, da nas prebujata v razmišljanjih ravno na temeljnih stvareh, ki jih potrebuje vsak človek. Torej na kritični misli, na pomenu znanja, na pomenu nenehnega izboljševanja in spreminjanja. Umetnost pa potrebujemo zaradi tega, ker niti en človek ne more biti res nepopoln brez umetniškega dela, brez kulture, brez tega, kot rečemo, duhovnega, čustvenega dela. To je za dušo, ker nam jo odpre na tak način. Marjana, kako pa do knjige, kako jo lahko prelistamo? Evo, zdaj tole jo bomo malo pokazali, kolikor se bo dalo. Je debelejša, raste dejansko, kakršno je tudi gibanje dejansko rastoče v naših mislih, z našim delovanjem in prav je tako. Kako pa se spomniti, ko nam malo zaškripa, kot sem se prej izrazila, kako prelistati vse te modrosti oziroma vso to življenje v knjigi? To ni knjiga, ki jo enkrat vzameš v roke in prebereš. Mi, ko damo knjigo v družino, zelo, zelo srčno upamo, da si starši vzame, zdaj upamo, da si starši vzamejo skupaj z otroki čas in da tako večere ali pa ob koncih tedna prelistajo, preberejo kakšno zanimivo zgodbo. Namreč, da zdaj povemo, kaj se skriva v knjigi. V knjigi se skrivajo zapisana razmišljanja najprej otrok,
ki so izjemna. Moram reči, da tako na trenutke odraslih razmišljanj jih ne premoremo celo odrasli ljudje. Kar pomeni, da so otroci zelo, zelo vpeti in da zelo čutijo trenutno življenje. Samo možnosti. Tako je. In se mi zdi, da so znali tudi tukaj ujeti. Potem so razmišljali tudi starši. Kajti naša razmišljanja staršev so izjemno pomembna, ker imamo njihove otroke. Ampak nam povem, to bi lahko v katerokoli šolo dal to knjigo, bi se zelo podobno tudi zgodilo. Saj starši v slovenskem prostoru smo odraščali v nekem skupnem prostoru in imamo podobna izhodišča za razmišljanje. Potem seveda tudi zaposleni, ki delamo z otroki. To je izjemnega pomena, da tudi otroci in starši vedo, o čem razmišljamo mi. Ali učitelji, ne vem, ali kuharica. Kako vplivajo situacije konec koncev. Natančno tako je. Vse pa oblikuje praktično mladega človeka in naše vzdušje v našem okolju. Pa seveda vabljeni ljudje iz lokalnega in slovenskega prostora. S tem namreč pa želimo dodati nek višji nivo, ampak ne zaradi tega, da bi mi bili premalo, ampak razširiti obzorja. Kajti vsi mi živimo v lokalnem nivoju, torej v mestni občini Celje in pa seveda sosednje vedno zraven štejemo. In to so ljudje, ki so prepoznani, ki delajo in jih lahko gledamo, kaj delajo, kako delajo, zakaj so uspešni. To je izjemnega pomena. Velikokrat se mi zdi, da imamo neke ideale od ljudi, ki so na izjemno visokih položajih. Ker pozabimo včasih, da imamo sposobne ljudi zraven sebe, ne? Vsak je na svoj način sposoben. In vsak je lahko nekomu dodana vrednost. Res. In čisto od vsakega se lahko nekaj naučiš. Ampak res od vsakega. To je zagovarjam, ampak to zaradi tega, ker sem vedno znala tudi iz otrok. Iz vsakega otroka, ki je imel, bomo rekli, veliko težav, mogoče na kognitivnem področju, ampak je bil izjemno po osebnosti. To moraš znati izkoristiti, no to moraš znati videti. In tu smo malce tako, bomo rekli, otrdeli ljudje, da tega ne prepoznavamo več. Ampak prav vsak otrok, prav vsak človek ima zelo veliko pozitivnega. Imajo pa nekateri srečo, da jim okolje zna to prebuditi, da jim da priložnost. Nekateri imajo pa to smolo, da nikoli ne prepoznajo tega dobrega v njih in zato tudi nimajo priložnosti izraziti. To je zelo pomembna resnica. In če zaključim zdaj še odprej nazaj še v slovenski prostor, seveda jaz poznam veliko ljudi in to je moja velika sreča, da je to tako in da lahko iz posameznih področij, ki nam lepo dopolnijo razmišljanja, tudi povabim vedno takšne osebnosti in se radi odzovejo. V tej knjigi zagotovo ne samo dr. Karel Gržan, ki je trenutno eden izmed vidnejših mislecev v Sloveniji, ampak meni je njegovo razmišljanje blazno všeč in se mi zdi, da se tako na nekih nivojih silno srečava v razmišljanji. Potem recimo, ne vem, Manca Košir, ki vemo, da je filantropinja. Potem recimo Nina Kozorog, ki je bila, pa ne zato, ker je bila Slovenka leta, ker odlično dela na humanitarnem področju. Potem, ne vem, v Celju smo Kristjanu Webru dali priložnost, recimo, da je pokazal kot mladi prostovoljec. Torej, pobrali in povabili smo takšne ljudi, ki imajo tukaj kaj sporočiti, kaj povedati in da je to tudi navdih za otroke, za nas odrasle in menim, ko se berejo te zgodbe, da vsak iz vsake zgodbe lahko dobi veliko zase. Ne samo mladi, ampak tudi odrasli. Kaj jaz vem, da smo bolj samozavestni, da rečemo, pa res, lej, jaz tudi znam, zmorem, bom mogoče jutri naredil korak naprej. To je naš namen. To je namreč knjiga za razmišljanje. To je temelj. Tisti temelj, ki ga imamo vsi zelo dobro postavljenega, ga pa radi pozabimo in ravno zato je dobrodošlo. To vrstno pogovarjanje tudi o tem konec koncev. Tako malo je včasih potrebno, pa nič ne stane. Točno tako je. Pa še nekaj je, zdaj, ko se ljudje tako zelo intenzivni na družbenih omrežjih, tu si počasih rečem, da morda bom, ne vem, se odločila, da bom kljub temu vstopila na to področje, ki ga sicer ne maram preveč, ampak bolj zaradi tega,
Da prideš do njih. Pa da prideš tudi kdaj s kako, kaj se jim pozitivno mislijo, morda pa kje komu le odpreš kaj drugega. Saj vemo, da ljudje se danes različno odzivajo tudi na pozitivne zgodbe, ampak upam reči, da to so zgodbe ljudi, ki živijo to, ki jih lahko preverimo na vsakem koraku, ki ni treba in nimamo o njih popačene podobe. Namreč to je to, ljudje pišejo iz sebe, katere korake v življenju moraš narediti, da si lahko potem uspešen. Ne vem, veliko krat kdo reče, zdaj je bil v pravem času na pravem mestu. Ne vsi, eni mogoče da res, ampak ne pa vsi. Pri nas so gostje taki, ki garajo, a veste, ki ni časa za počitek, ki delujejo, ki so aktivni in ne čakajo, da jim bo nekdo nekaj prinesel, omogočil, dal. To je velika razlika. In če grem k temu biti človek. Biti človek pomeni res, da si aktiven. To je zelo pomembno. In da iščeš tisto dobro, s čimer lahko koristiš sebi, torej, da samozavestno deluješ in seveda plemenitiš okolje. In da vidiš tisto dobro vse povsod. Včasih ljudje ne vidimo stvari. Žal ne. Marijana, lahko bi še seveda govorili 2 uri najmanj, lahko bi prelistali knjigo, pa bova povabili naše gledalke in gledalce, naj se obrnejo na njo, naj rastejo z njo, naj dejansko se pridružujejo temu gibanju že od tega trenutka dalje, samo z nasmehom in s pozitivno mislijo, pa mogoče lepo besedo tistemu, ki je zdajle zraven njih. In se mi zdi, ko nam to pride v kri, se lažje zjutraj zbudimo, lažje gremo spat, lažje in lepše gremo skozi dan, ko vemo, da smo tako tistim, ki so starejši od nas in tistim, ki so mlajši, nekako dali vsaj tisti kanček upanja, ki pa so kot snežna krogla nekako, samo večja, potem, ko se enkrat začne peljati. Res je. In zdaj za konec, ko se približujeva koncu, če bi si kdo silno želel, da bi prelistal in pokukal v našo knjigo, seveda v knjižnici se je bo dalo dobiti, ker jo bomo dali tudi tako, kot je, ker imamo kot ostalih tudi tako je, tako da lahko tam pogledajo, če bi pa kdo želel seveda jo imeti pa doma, lahko tudi pokliče v šolo in lahko dobi, se pravi, naši starši in otroci jo pa itak dobijo in tudi tistim, ki seveda sooblikujejo in vemo, da bi lahko tudi jih navdihovala, da bi lahko širili to idejo, jo tudi izročimo, tako da je kar prisotna knjiga povsod. Če pa kdo želi imeti svojo, pa lahko tudi pokliče in bomo poskrbeli za to, da bo imel izvod knjige, ta se mi zdi, da je res takšna, ki jo moraš nekje imeti pri sebi, večkrat prelistati. Da jo vidiš in se spomniš na njo. Točno tako je in to je tudi namen, kot sem rekla, knjiga za branja in razmišljanja, ni knjiga za prebrati. Tako, zelo lepo. Marijana, hvala lepa še enkrat za res prijeten obisk v našem studiu, kot vedno s tisto noto, da ko zaključimo pogovor, razmišljamo in to je spet en dodatek k gibanju, s katerim delamo konec koncev lepši svet in še bo lep. Bo zagotovo in ravno zato hvala za povabilo. V tem času se mi zdi, da so taka odstiranja še mnogo bolj pomembna, kot takrat, ko nam zunaj sije sonce in nam je vsem lepo. Takrat je vse lepo. Ko je lepo, ko ni tako lepo, pa moramo najti tisti sončni žarek v sebi in vsi ga imamo. Marijana, še enkrat hvala lepa, dobro delajte naprej. Kako bo s šolami, pa ob kakšni drugi priložnosti velja. Hvala lepa. Za pusta se vidimo in srečamo. Absolutno, hvala lepa. Adija. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju.
Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. Toliko v današnji tedenski izdaji, a ne bomo se še čisto poslovili. Z nami tudi danes načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko, odgovarja na nekaj najpogosteje zastavljenih vprašanj upravni enoti. S partnerko pričakujeva naraščaj. Partnerka je državljanka Republike Hrvaške, kjer je tudi prijavljena in živi. Rodila bo na Hrvaškem, saj ji njeno zdravstveno zavarovanje ne krije rojstva v tujini. Ker bi čez čas sama rada živela v Sloveniji, sva se odločila, da bi ob rojstvu otroka takoj otroku dala slovensko državljanstvo. Ali je to možno in kaj je treba narediti? V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo Republike Slovenije. Ob priglasitvi v državljanstvo je potrebno predložiti naslednje dokumente. Izpolnjen obrazec za priglasitev v državljanstvo, podpisan s strani starša, ki je slovenski državljan. Rojstni list otroka, kjer so navedeni podatki o obeh starših. Rojstni list morate overiti pri pristojnih organih države, kjer se je otrok rodil, oziroma na mednarodnem obrazcu. Zanima me, ali lahko 14-letni mladoletnik potuje na Zelenortske otoke v spremstvu enega starša. Ali je za potovanje potrebno soglasje drugega starša? Poleg veljavnega potnega lista bo otrok, ki potuje s samo enim od staršev, morda potreboval dodatno uradno dovoljenje, ki ga podpišejo njegovi starši, drug od staršev ali zakoniti skrbnik. Svetujemo, da preden se odpravite na pot, preverite vse informacije o potrebnih dokumentih za državo, v katero ali iz katere bo otrok potoval. Informacije pa lahko dobite tudi na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve ali pa se na to ministrstvo obrnete neposredno.
Z željo, da ostanemo zdravi, da vsi skupaj pazimo nase in da se življenje vrne v boljše čase, seveda se za danes od vas poslavljamo. Vidimo se spet prihodnji teden, smo že bližje pomladi in upamo, da tudi bližje prijetnejšim trenutkom. Lepo se imejte, pazite nase in srečno.